Dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, dobrodošli v ženski areni. Krepko smo zakorakali v lepo jesen, sončno jesen in to je čas, ko nekateri ali pa veliko nas radi tudi načrtujemo kakšna potovanja. Mogoče za krompirjeve počitnice ali načrtujemo zimska potovanja v kakšne daljne eksotične kraje in podobno. Ali pa kakšne krajše izlete. To so turistični izleti, potovanja s turističnimi agencijami. Malo nas pa je takšnih, ki se odločimo za potovanja v lastni režiji. Mimo turističnih agencij raziskujemo svet košček po košček, popolnoma sami in se sami učimo vsega o tistem zunanjem svetu. Takšna je moja nocojšnja gostja, Katja Grobelnik. Dober večer, dobrodošla v ženski areni. Živijo, lep pozdrav. Živijo. Zelo mlada si, 23 let si stara, zato sva se dogovorili, da bova nekako se tikali, če se zmotiš, se vikava, ni problema. Prvič se vidiva, malce sva klepetali pred oddajo. Pritegnila me je tvoja zgodba ravno na Facebooku, kjer si ponudila ljudem predavanje o svoji zadnji poti lansko leto o Kamerunu. Ja, res je. Res je. Ta zgodba je zelo zanimiva, marsikaj zanimivega se ti je tam zgodilo, ampak pojdiva od začetka. Rojena Žalčanka, kaj ne? Ja, v bistvu živela sem celo življenje v Petrovčah, rojena sem v Celju. Trenutno živim v Ljubljani že kar nekaj let zaradi študija, ampak ja, sicer pa Žalčanka, Petrovčanka, imela čudovito otroštvo tam, no. Si imela čudovito otroštvo. Ni veliko mesto, manjši kraj, pa vendar nekako veliko bolj pristno, prijetno otroštvo, jaz se mi zdi, kot pa v mestih, ker si že toliko mlajša generacija, že opažaš to, da v mestih so otroci bolj zaprti. Definitivno, sploh v tem času. Takrat mogoče nisem znala toliko ceniti, da živim v majhnem kraju, ampak zdaj se pa vedno več rada vračam nazaj domov, v ta mir, v to neko pristnost nazaj. Se mislim, da tudi moji starši že malo opažajo, da sem vedno raje nazaj doma, čeprav obožujem Ljubljano in vedno jo bom. Ampak biti v neki manjši vasi, jesti govejo juho domačo, pa tople murke, je pa še vedno poseben čar. Najboljše, kaj ne? Torej je iz prve roke pregovor, posod je lepo, doma je najlepše, pri tebi že preverjen, krepko preverjen, potuješ pa dejansko že vse življenje, prej starši, potem sama. O tem bova tudi še spregovorili. Kam si hodila v osnovno šolo? V osnovno šolo Petrovče. Ta šola mi je res veliko dala in ogromno dejavnosti. Ko sem bila še v osnovni šoli, smo bili najosnovna šola Slovenije. Mi smo res imeli vse na šoli. Kaj je to vse? Kaj vam je ta osnovna šola? Od vseh dejavnosti, do dramske, literarne, novinarske, fotografske, vse smo imeli, likovne in jaz sem povsod hotela biti. Povsod si hotela biti? Pa vendar si obstala pri eni. Ena taka dejavnost je bila, ki se te drži še danes. Ja, res je, in to je fotografija. Kako je prišlo do tega? To je zanimiva zgodba. Moja učiteljica likovne, gospa Zala Valenčak, vedno jo rada omenim, ona je nekako prepoznala to žilico v meni na enem tečaju, ki smo ga imeli v šoli, oziroma nek krožek, in vsak je prinesel svoj fotoaparat. In jaz sem imela takrat mali Olympus fotoaparat, sem ga prinesla in mi smo šli na sprehod okrog po Petrovčah, malo smo pofotkali in je ugotovila, da v bistvu meni to kar dosti gre, da iščem rada malo drugačne perspektive na fotografijah in tako je v bistvu mojo mami klicala, da naj si kupim fotoaparat, ker moja mami se ni najbolj s tem strinjala na začetku, pa naj poudarim, da so bili vedno zelo so me spodbujali pri vsem, ampak jaz sem taka, da nekaj začnem, pa potem me neha zanimati, od kitare do vsega. In potem je tudi moja mama imela dvomila v to, da bom jaz tudi fotografirala naprej in če se res splača kupiti fotoaparat. Da ni samo hipna muha. Tako, ja, in potem je potem ta učiteljica jo prepričala, da pa mogoče je pa res dobra. In takrat sem si jaz res kupila svoj nov fotoaparat in vse ostalo je zgodovina. Jaz sem se res zaljubila v fotografijo, se vse sama učila. Včasih cele dneve na YouTubeu pregledovala posnetke, kako kaj narediti.
In fotoaparat te še danes spremlja, povsod, kamor greš. Je bil to edini hobi? Malce si že povedala, da si tudi kitaro poskusila. To je skoraj ni omembe vredno v resnici. No. Glasba nekako se pri meni ni obdržala. Sem pa trenirala ritmično gimnastiko kar precej let, mislim, da okrog 10 let. Moram reči, da kar precej pogrešam to zdaj v teh letih, ker pač sem se mogla odločiti, da bi šla potem to profesionalno naprej, ampak v Sloveniji ta šport ni najbolj razvit, pa sem imela potem še druge plane v življenju, pa sem se raje odločila, da to opustim in se usmerim v ostale stvari, ki me zanimajo. Osnovna šola Petrovče in potem naš Kajuh. Ja. Tudi jaz sem kajuhovka, tako da vedno, ko naletim na gosta s Kajuha, sem tako ponosna, da kar zrastem. Kakšno je bilo kajuhovanje v tvojem času? Zanimivo, pestro. Definitivno spet moram izpostaviti foto-video krožek. Meni je res veliko dal. Se mi zdi, da je to bil tudi vrhunec moje gimnazije v vseh 4 letih. Pa tudi novinarski krožek, no, se je šel z roko v roki. Se mi zdi, da imamo na Kajuhu to res dobro razvito. Tako da tam sem v bistvu razvijala še potem svoje fotografske sposobnosti. Veliko smo imeli nekih krožkov, smo se skupaj dobivali, fotografirali in pokrivali različne šolske dogodke in tako dalje. Res super izkušnja. Kajuh ti da neko širino, res takšno. Si imela srečo, da sta obe šoli bili takšni, kakršni sta in osnovna šola in srednja šola, ki sta se dobro pripravili potem na vse, kar te je čakalo v življenju, na tvojih poteh in pa potem študij. Kakšen je bil prehod iz Petrovč, mali kraj, v Celje? Sicer Celje ni vele mesto, ampak je le razlika. Ja, jaz sem vedno komaj čakala, tako kot najbrž skoraj vsak, da grem zdaj v Celje in tam imaš spet malo več svobode kot v osnovni šoli. In to se tudi pri meni malo pokazalo. Rada sem ven hodila, se družila, na koncerte, tudi potem malo v klube, dokler so še seveda bili v Celju. Jaz mislim, da zdaj sploh ni več nobenega celjskega kluba. Mislim, da ni ničesar, ne. Prav žalostno. Ampak ko sem jaz bila, so še bili tisti zadnji klubi. Kaj je še bilo? Kasa je bila. Ja. V Tušu gor smo še imeli neke žurke, tega se najbolj spomnim. So dovolili starši? Ja, moji mi zaupajo, no, čeprav verjetno jih marsikdaj skrbi, tudi zdaj, ko kam potujem, vem, da jih skrbi, ampak mi zaupajo, vedno so mi zaupali, da znam sama preceniti, kaj je dobro, kaj ne, kaj je nevarno, da sem tudi velikokrat sama svoje odločitve sprejemala in se mi zdi, da v bistvu to mi je dalo največ. To ti je dalo največ. Starši ste tudi veliko potovali po svetu? Ne moram reči, da smo ogromno potovali, to je zdaj zelo relativno, so pa definitivno oni krivi, da so me ti tuji kraji začeli zanimati. Ko sem bila jaz nekje 6 let stara, smo šli v Egipt. Zdaj je sicer to zelo taka popularna destinacija za turizem, ampak mi smo šli sicer prek agencije, ampak jaz sem takrat zaljubljal v to neko novo državo, novo kulturo. Videla sem, kaj vse je še tam na svetu. To je še nekaj. Ja, in kako drugi živijo, zakaj tako živijo. To me je res vedno toliko inspiriralo. Tudi kako si potem razlagal določene pojave v družbi. Takrat seveda nisem to tako globje razmišljala, ampak potem naprej. So ta potovanja starši in vse to, kar se je dogajalo v zvezi s potovanji in pa nenazadnje tudi tvoja gimnazija, so vplivali na izbor tvojega študijske smeri? Ja, recimo, da ja. Mene so vedno ti družbeni pojavi zelo zanimali. Jaz sem vedela, da bom se usmerila v družboslove, ker matematika meni nikoli ni šla. Hvala, enako. Res ne. To lahko moja profesorica iz Kajuha potrdi. Katera te je učila? Gospa Oroš, zdaj poročena Belina. Ja, vse smo imeli super odnos, res super profesorica, ampak jaz priznam, da ker me matematika ni zanimala, sem bila posledično tudi lena. Družboslovci smo družboslovci in ne gre. Umetnik družboslovec to ne gre skupaj z naravoslovjem ponavadi. Tako
Tako da ja, mi je srednja šola veliko dala, tam sem res ugotovila, da me družboslovje bolj zanima, da me filozofija zanima, politika. In to gre z roko v roki s potovanji, sploh če greš v neke take bolj tuje države, ponavadi moraš razumeti oziroma moraš imeti neko podlago o družbenih pojavih, da lahko si potem pravi popotnik in ne samo turist. In izbrala si dokaj nenavadno smer za žensko, pa vendar zelo privlačno, ko si mi razložila, za kakšno smer gre. Ker ko nekdo omeni politična teorija, si jaz predstavljam enega politika, ki se strankarsko za nekaj bori. V resnici temu ni tako, gre za nekaj čisto drugega. Ja, niti približno. Oziroma, na našem faksu, jaz sem diplomirala na smeri politologija in na našem faksu sta dve politologiji. Ena je bolj smer, na katero se vpišejo ljudje, ki dejansko želijo delati v politiki. Naša smer, ki se imenuje študije politike in države, pa je bolj filozofsko usmerjena smer. Mi bolj analiziramo politične sisteme po svetu, razumevanje, zakaj so določeni politični pojavi, kako je do njih prišlo, povezujemo stvari, študiramo in mislimo različne politične filozofe. Tako da v bistvu to je naša smer. Mi smo tisti, ki kritizirajo tiste, ki so v politiki. Preučujete politične filozofe, je kateri, ki je tebi še posebej pri srcu? Dobro vprašanje. Rada imam Hegla, čeprav ne morem reči, da ga razumem, ker če kdo reče, da Hegla razume, se laže. A res? Ja. Misliš? Ja. Zakaj? Njegov način pisanja je težko razumljiv, treba res je večkrat prebrati in daleč tega, da ga razumem, je pa zato tudi veliko bolj zanimiv. Ja. Vedno so stvari, ki so nejasne, nerazumljive, neosvojljive, vedno bolj zanimive in privlačne. Tudi zato te svet privlači, ker ga ne poznaš, ker ga mogoče česa ne razumeš in je to to. In tvoj študij, diplomirala si in sedaj že delaš magisterij, si zelo pridna, 23 let boš stara in si že v bistvu pred magisterijem. Kako ti to vse uspe, se pravi, da imaš rada smer, ki jo študiraš, da tako pridno delaš, pa še potovanja in ob tem tudi delaš. Služiš si svoj denar. Ja, moram reči, da mi še starši vseeno pomagajo zraven, ker v trenutni ekonomiji kot študent, ki malo dela, malo študira, malo potuje, je kar precej težko preživeti, sploh v Ljubljani. Si edinka? Ja. Aha, to je mogoče malce lažje. Malce lažje si takšno življenje potem privoščiti. Kdaj pa se je prvo tvoje samo potovanje zgodilo? Kdaj si sama prvič šla v svet? Zdaj, da bi rekla, čist pravo potovanje izven Evrope je bilo takoj po maturi. Sva šle s kolegico, z mojo sošolko iz Kajuha, sva šli na Šrilanko. Predtem sem veliko tudi hodila sama po Evropi, ampak jaz ne bi temu rekla prav potovanje, ker sem bolj selektivno v različne kraje hodila po Evropi. Ni bilo zato neko daljše potovanje oziroma raziskovanje. Ampak ja, Šrilanka je bil pa tista prvo potovanje, neko daljše, malo večji projekt, bi rekla. Večji projekt. Koliko ti še manjka, da zaključiš politologijo in magisterij, da se potem posvetiš popolnoma ali temu, za kar si študirala? Še eno vprašanje imam v zvezi s tem. Ti boš dokončala tvoj študij, magistra politologije boš. Kje boš v službi? Jaz vedno rečem, ko me ljudje to vprašajo, ker fakultete za družbene vede se pogosto drži ta stigma, da smo nezaposljivi. Jaz vedno rečem, da mi smo lahko zaposleni kjerkoli ali pa nikjer. In čisto odvisno je od vsakega posameznika, kako zelo se bo angažiral v to smer, v svoj poklic, v svojo kariero. In če si ti dosti odprta oseba, si dobiš povezave, se mrežiš, imaš nek fokus in idejo, kje in kaj bi rad počel, te služba čaka. Je sicer teže kot nekemu, ki konča medicino. Kaj pa je ta služba lahko? Kaj ti lahko počneš, ko boš magistra politologije? Jaz mislim, da si lahko odličen novinar. Novinar? Ja, ker sicer nisem študirala novinarstva, ampak nekdo, ki študira samo novinarstvo, zna dobro pisati članke, zna govoriti pred kamero, ima teoretično znanje,
mogoče pa manjka nekega znanja na nekem določenem področju. In mi to na politologiji dobimo. Mi dobivamo to širše razumevanje sistemov, širše razumevanje sveta in družbe in na podlagi tega potem lahko recimo veliko bolj kvalitetno pišeš oziroma produciraš neke materijale novinarske. Kakšne predmete imate na tem faksu? Ste jih imeli, no, zdaj so bili. Ja. Od začetka so bili to zelo taki osnovni predmeti, od sociologije do politične filozofije, politične teorije. Nasploh definitivno je bilo treba predelati in Marxa in podobne filozofe, tudi Žižka, potem kasneje, kar je bilo vedno mi zelo zanimivo. Potem se pa z vsakim letnikom so pa predmeti postajali veliko bolj usmerjeni, od neke demokracije do religiologije, tudi novinarske predmete smo si lahko zbirali kot izbirne predmete, res si lahko v bistvu sam naredil svoj urnik, kaj te je najbolj zanimalo. Meni recimo, eden najljubših predmetov mi je bila religiologija. Aha, Ja. zanimivo. In v vseh teh letih, omenili smo na začetku, da ostaja tvoj ljubljenček fotoaparat. Ja. In s to dejavnostjo si ti tudi marsikaj lepega že dosegla, veliko naredila. Nam poveš malo več to zgodbo o tvojem fotoaparatu? Ja, kakor sem rekla, že od osnovne šole naprej, že fotografiram, sama sem se učila. Potem na začetku srednje šole sem že začela neke majhne denarce služiti tu in tam s fotografiranjem portretov. Takrat sem si tudi ustvarila Instagram, potem na podlagi Instagrama sem si gradila svoje sledilce in ljudi, ki pač so me poznali kot fotografinjo. Tako da potem pa samo naprej sem začela tudi ostale stvari fotografirati. Zdaj recimo letos sem veliko porok pofotografirala v sklopu enega podjetja, za katerega delam. Tako da delam v bistvu vse od portretov do eventov, veliko delam tudi na različnih večjih setih, recimo kjer se kakšni videospoti snemajo, velikokrat delam tako izza kulisja fotografije, tudi z glasbeniki sodelujem, slovenskimi nekaterimi, tako. Torej, v Ljubljani in širše si znana kot fotografinja in te lahko nekdo tudi najame. Ne bi rekla, da sem znana, to mi je tako kar neprijetno. Te poznajo? Nekateri me poznajo, ponavadi rečejo, a nisi ti tista, ki fotka. Zakaj ti je neprijetno? Mislim, ne da mi je neprijetno, ne rada sama sebi rečem, da sem znana, ker sem daleč od tega. Mogoče v svojih krogih. Svoj krog. Pa tudi ti se kdaj postaviš pred kamero? Ja, sicer ne zdaj tako res zelo profesionalno, nisem zdaj profesionalni model, ampak se pa počutim dobro pred kamero. Sem tudi od tega, kdaj dobim kakšen denar tako za sproti, za preživeti. Se da zaslužiti fotografiranjem? Ja, se da, ampak res v Sloveniji je ogromno konkurence na tem področju, še posebej v zadnjih letih in res moraš biti v koraku s časom, s trendi, poznati svojo konkurenco. Ja. In ob vsem tem študij, fotografiranje, potovanja, hodiš v službo. Ja. Vsak dan. Skoraj vsak dan, malo od doma, malo na terenu, večinoma pa v Domžalah, v pisarni, urejam fotke. Urejaš fotke. Ja. No, to se pravi, da imaš tudi tu na nek način srečo oziroma te življenje vodi v tak sistem življenja, da delaš tisto, kar imaš rada. Ja, res. Je naporno, nič ne rečem, včasih po cele dneve si na setih ali pa na porokah. Poroke so res kar naporne za fotografiranje. Je zanimivo fotografirati poroko? Zelo. Vsaka je drugačna, ampak še vedno je vsaka ista. Ne znam razložiti, zakaj. Vse so sicer po istem kopitu, ampak vedno so novi ljudje, nova poznanstva, nova glasba, nova hrana. Nova hrana in vsak poročni par drugačno ljubezen pokaže. Res je. Kaj ne? Ja, po nekaterih se prav vidi, kako zaljubljena sta, po nekaterih pa malo manj. Poznam gospoda, ki je bil matičar svoj čas oziroma je poročal ljudi in ravno to je rekel. Jaz sem točno vedel, kateri par bo obstal, kateri se bo čez nekaj let ločil. In tako je verjetno tudi na fotografiji. Začutiš človeka. Energije se čutijo.
Kaj pa res najrajši fotografiraš? Kreativne portrete, to je bilo vedno moje področje. Kaj je kreativni portret? Karkoli, kar ni samo pred nekim enobarvnim ozadjem. Rada se igram z lučjo, rada se igram z rekviziti, rožami, perspektivami, vsem možnim, kar mi pride na pamet. Z vsem? Ja, z vsem, veliko, ker pač imam tudi take prijatelje, ki so v glasbi ali pa so igralci, so pripravljeni tudi malo iti izven okvirja in naredimo malo bolj take nore portrete, nore fotke, tako, malo bolj artistično, no. To mi je za dušo. Je bilo, kako si se udeležila kakšnega tekmovanja fotografskega ali česa podobnega? Ja, ravno lani oziroma letos na začetku leta sem zmagala en natečaj iz fotkov iz Kameruna. No, čestitam. Tista fotka je bila tudi zelo zanimiva, kaj ne? Kaj si fotografirala, da je zmagala? Tista fotografija je prikazala dve ženski, ena je drugi pletla kitke. In je bila res taka lepa svetloba v njihovem stanovanju. Lepo. In počasi se približujeva v srednji temi najinega pogovora, ki bo tudi tebi verjetno najljubša, za vaš, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa tudi zelo zanimiva in pa ne nazadnje tudi poučna zgodba. Potovanja imajo tudi svoje pasti, tudi ti si doživela marsikaj zanimivega, ampak vrniva se malce spet še nazaj na tista tvoja začetna potovanja, greva po zaključeni maturi, omeniš Šrilanko. Mislim, da je to potovanje, ki je nate pustilo velik vtis. Definitivno. Jaz sem se na tem potovanju zaljubila v to državo, res. Letos sem jo še enkrat obiskala sama in je res bilo vrhunsko. Res ima nek poseben čar. Ljudje so, nisem še spoznala takšnih ljudi, kot sem jih spoznala na Šrilanki, tako srčnih. Zdaj pa, medve bova spregovorili o tvojih potovanjih, ki so posebna tudi zato, ker ti ne potuješ preko turističnih agencij. Ne. Ti se poslužuješ posebnega načina potovanja, ki se imenuje kako? Couchsurfing. Ja, couchsurfing. In to je ena vrsta potovanja, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ki jo mlajši ljudje dosti poznajo, dosti tudi prakticirajo, je tudi veliko cenejši, ne vem pa, koliko se pri nas prakticira v naši državi, o vsem tem in pa seveda o vseh potovanjih, ki jih je doživela naša nocojšnja gostja in kam se je potovala sama in kaj je tam doživljala, v drugem delu daje po čisto kratkih oglasih. Sem že čez 80, pa še zmeraj snemam. Rifle, mi smo! Kaj se dereš, se te slišim? Imam slušni aparat. Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio BM. Spet slišim. Spet smo v ženski areni in zelo zanimiv pogovor z mlado, zanimivo gostjo, spoštovano gospodično Katjo. V prvem delu oddaje sva te predstavili kot mlado žensko, kaj vse si počela, kako tvoje izobraževanje, kje si živela in tako naprej. In sva prišli do osrednje teme, poleg fotografiranja so tvoja velika ljubezen potovanja.
Šrilanko si omenila, da se ji vedno vračaš in se ji še boš vračala. Definitivno. Da je to neka tvoja najljubša destinacija, kamor greš najrajši. Preden te vprašam naprej o tem zadnjem, najbolj aktualnem potovanju, zaradi katerega sem te tudi opazila in mi je bilo zelo zanimivo, kako tvoji prijatelji, mladi ljudje gledajo na tvoje potovanja, oziroma če kadar imaš kakšnega fanta, mu je to vseeno, ko greš sama na pot ali te podpira? Mislim, moji bližnji me nasplošno zelo podpirajo pri tem. Včasih imam malo slabo vest, ker vem, da jim povzročam skrbi, ampak oni mi vedno rečejo, da pejt, ker vemo, da te to srečuje in res me. Jaz vem, da mogoče nekomu, ki nima izkušenj s takšnimi potovanji, se sliši res grozno. Sama mlada bela ženska gre v svet. Kar je res. Res zna biti grozno, zna biti prav. Sem bila že velikokrat prestrašena, zna biti res nevarno, ampak če veš, kako to zbalansirati in kako to v bistvu kako preprečiti, da se zgodi najhujše, so lahko ta potovanja res nekaj najlepšega, sploh ko greš sam. Ja, no, in da se dotakneva tega osrednjega potovanja, o katerem pripravljaš tudi predavanja, pa narediva eno mini predavanje za moje gledalke in gledalce. Lanskem letu si obiskala Kamerun. Res je. Nenavadna dežela, ki že tako ali tako za ljudi iz našega konca ni velikokrat turistična destinacija, in pa ker si šla sama. Bela ženska v državo, kjer so tudi vojna žarišča. Res je, ja. V državo, ki je bila kolonizirana, ki ima drugačne poglede na svet, drugačno kulturo. Kako je prišlo do tega, da si se odločila za Kamerun? Ja, skratka, ta zgodba je res zanimiva. Jaz sem 2 leti nazaj v Ljubljani spoznala 2 punci iz Kameruna, tudi mladi. So se začele pogovarjati, smo šli na kavo, res smo se tako prav zaštekale, prave prijateljice smo postale. Spoznali ste tudi mojo mami, sem jo peljala k sebi domov v Petrovče. Skratka, res super punci, prijazni, na kar sta oni 2 mene povabili k sebi v Pariz, kjer sta rekli, da imata svojega dadija. Zdaj to mogoče malo narobe se sliši, ampak daddy za njiju pomeni pastor. Torej, jaz takrat nisem vedela, da je to njun pastor, jaz sem dejansko mislila, da je to njun oče. In jaz sem res šla v Pariz, spoznala njunega pastorja, smo se imeli lepo v Parizu, vse je šlo okej. Na tisti točki jaz nisem vedela, s čim se oni 2 ukvarjate, a oni 2 sta samo meni povedali, da študirata v Evropi in sicer na Poljskem. In da pač radi potujeta po Evropi nasploh. Skratka, potem pa oni 2 mene povabita, bi šla ti z nama v Kamerun in spoznala najino družino, in to sta me povabili, da bi šla lani avgusta. In jaz seveda sem to sprejela, jaz obožujem take ideje, obožujem takšne države, nekam, kjer še ne poznam nikogar, da bi bil, da lahko sama to raziščem iz svoje perspektive. In seveda sem sprejela to ponudbo. Šla sem na lastne stroške, logično. Zanimivo je bilo, da sem mogla iti prav v Rim, da sem si osebno uredila vizo. So bili tudi problemi s tem, ker so najprej napisali, da sem iz Slovaške, namesto iz Slovenije. Ja, v moj pasport. Skratka, ko sem vse to uredila, kupila karte in res sem potem 1. avgusta sem šla. No, in tu je že trenutek, ko še pa lahko spregovoriva, oziroma zdaj pa morava spregovoriti o tem tvojem načinu potovanja, ki sem ga pred premorom omenila. Kakšna vrsta potovanja je to, na kak način se to organizirate med sabo? In tudi tu si doživela nekaj zanimivega že, tako da našim gledalkam in gledalcem lahko zaupaš, kakšne so lahko pasti, kaj je lahko super pri tej vrsti potovanj, kaj pa so pasti, na katere treba biti pozoren. Ja, zdaj to potovanje v Kamerun je bilo eno redkih, kamor nisem šla preko couchsurfinga. Je pa sicer couchsurfing koncept in pa aplikacija, preko katere najdeš ljudi v določenem mestu oziroma v določenem kraju ali državi, s katerimi se potem dogovoriš, da lahko pri njih na kavču spiš. Zdaj ni vedno to kavč, je lahko tudi postelja, lahko so tudi tla,
kjerkoli, ampak ti tam zastonj prespiš. In couchsurfing ni zanimiv zato, ker pač dobiš to zastonj, seveda to je plus. Dobiš zastonj? Ja, nihče ti ne bo računal tega. Prav koncept couchsurfinga je, da je nujno zastonj. Torej nekdo iz svoje dobre volje ti ponudi, da prespiš pri njemu v njegovem stanovanju oziroma hiši in ti v zameno, ne vem, prineseš kaj iz svoje države ali pa ti predstaviš svojo državo. To so taki, vsi so to popotniki, ne. Zdaj jaz recimo tudi na Sardiniji ali pa na Šrilanki, ne, jaz sem šla prek couchsurfinga in tam spoznaš njihovo družino, njihovo kulturo in potem je zelo veliko bolj spoznaš celotno državo na ta način, ker te lokalni ljudje sami peljejo. Najboljši možen način. Tako, ne rabiš plačevati nobenim ne vem, turističnim vodičem, ti si tam, se družiš. Zdaj, ampak naj poudarim, da to ni aplikacija, kamor boš šel, samo zato, da dobiš zastonj. Ja? To ni zato, da izkoristiš tistega, ki ti to ponudi, ti greš tja z mentaliteto, da se nekaj novega naučiš, da tudi ti nekaj daš, da se družiš, da se pogovarjaš. Ker ljudje, ki ponujajo to zastonj, želijo od tebe, da se pač z njimi družiš, da si izmenjaš neke nove informacije. Ali prihajajo takšni ljudje tudi v Slovenijo? Ja. Je. V Ljubljani predvsem je to kar precej razvito, mislim, da je kar precej ponudnikov, no. Ja. Tudi sama imam objavljeno sebe gor, jaz trenutno sicer ne morem gostiti nikogar pri sebi, ampak vedno pa z veseljem ponudim, da jih okrog po Ljubljani peljem. Imam še vedno prijatelje, ki sem jih spoznala na tak način, iz Kolumbije. Krasen način spoznavanja ljudi iz vsega sveta. Super je. Ljubljana ima veliko turistov. Ja. In ali si kdaj pomislila, da ravno na ta način pa še malce periferijo razkažeš turistom? Sem tudi že, tudi Si tema tudi že. dvema puncama iz Ker ni Kameruna. samo Ljubljana, Slovenija. Res je. Sem pa enega Američana enkrat peljala na Celjski grad. O, krasno, bravo. In še zdaj smo v kontaktu, potem sva se srečala še v Pragi in v Štokholmu. Skratka, res dobiš prijatelje z vsega sveta. Super. In na ta način si ti prepotovala dobršen del Evrope in tu smo spet nazaj pri tvojih prijateljicah v Parizu. To sta bili dve prijateljici, ki sta ti predstavili svojega dedija in te povabili v Kamerun. Res je. Dve Kamerunki. Zgodba se nadaljuje malce drugače. Ja, res je. Ko sem jaz potem prišla v Kamerun, po vseh teh birokratskih zadevah, ki jih je bilo treba rešiti na letališču, ki ni isto, kot če prideš ti na Šrilanko na letališče. V Kamerunu je kar precej bolj napeto ozračje. Potem pa pač me je pobral oče ene od teh punc, namreč samo ena od teh punc je bila v tem času v Kamerunu. So me potem sprejeli pri sebi v Douali, to je največje mesto, ni glavno, je pa največje. In tam sem jaz preživela prve 4 dni približno, da sem se malo aklimatizirala, se navadila na to življenje, malo tudi šla po mestu, malo prebrodila ta kulturni šok, ki je pač normalen, ne. Potem pa 4. dan, približno mi ta punca, ime je Dalja, me je povabila, greva midve jutri v en kamp. To je mladinski kamp, kjer se družijo vsi mladi iz Afrike, se izobražujejo, plešejo, pojejo, uživala boš, super ti bo. Ja. In jaz seveda sem se strinjala, meni se je to zdela krasna ideja in sva šli na 12-urno vožnjo z avtobusom do vzhoda države. To je v bližini mesta Bertoua, ampak ta skupnost, ta kamp je bil v bistvu sredi gozda. In ko sem jaz prišla tja, vsi so me poznali, to je bilo res zelo zanimivo. Vsi so vedeli, da jaz pridem, pa tam je bilo skoraj 2000 ljudi. Vsi so vedeli, ja, ti si iz Slovenije, ti si ta in ta. In meni je bilo zelo zanimivo, zakaj me poznajo. Meni je potem kasneje postalo jasno, da sem bila jaz v bistvu častna gostja tega kampa, ker sta me ti dve punci, ki sem kasneje razumela potem, da sta misionarki, spravili v ta kamp. In kaj je bil ta kamp? Ta kamp je bil zelo radikalen krščanski oziroma evangeličanski kamp. To je fundamentalna evangeličanska skupnost. Oni res imajo pravila, ki se vežejo direktno na Biblijo. Točno tako, kot je zapisano vse v Bibliji, oni verjamejo. In so določene stvari res radikalne, no vsaj za naša prepričanja, zahodnjaška prepričanja, zelo radikalno mišljenje. Jaz sem potem mogla vsak dan
pravzaprav hoditi na njihova predavanja v njihovo veliko leseno halo in ta predavanja vsak dan 6 ur poslušanja nekega. Kakšna predavanja so to bila? Ja, na teh govorih je ta njihov glavni pastor, njihov glavni dedi, kot se ga kličejo, je razlagal Biblijo na tak zelo svoj način, svoje interpretacije, seveda, na tak način, da so ga tudi majhni ljudje lahko razumeli, da so ga tudi otroci lahko razumeli. Veliko je bilo ene propagande, zelo, zelo konzervativno mišljenje. Jaz priznam, da ker res seveda nisem pričakovala, da bom pristala v tem kampu, je zame bilo to kar precej težko prenašati in slišati takšne stvari, od tega, da verjamejo, da bo Jezus prišel nazaj na zemljo leta 70 in da je treba do takrat vse... 2070. Ja, da je do takrat treba vse geje pobiti. Take res radikalne stvari sem tam slišala. A res? Ja. In zato je bilo kar precej težko biti vsak dan tam. Ne morem reči, definitivno ne obžalujem, je pa res veliko težje, ko ne veš, da boš pristal tam, nisi pripravljen na to, a ne? Ti si bila na nek način prevarana. Ja. Ti si prišla Kamerun raziskat, ne pa, da ti čas ukradejo v tem kampu. Ja, res je. Kakšen je bil dan dejansko v tem kampu? Kako je to izgledalo? Ja, ponovadi je bilo zbujanje okrog 7 zjutraj, ker smo potem šli na zajtrk. Zajtrk je vedno bil nek koruzni škrob, taka kašica in to je bilo to. Ne bi rekla, da je bilo zdaj vrhunsko dobro, ampak pač smo se najedli, nisem bila nikoli lačna. Potem pa je ob 8 so začela predavanja, ki so trajala približno 6 ur, brez prestanka. Zdaj ta predavanja so bila sestavljena iz govorov, ki so bili tih radikalnih govorov, do plesa in petja. Pri tem sem jaz začela razumeti, zakaj ljudje sledijo tej skupnosti, zakaj verjamejo v to, ker je bila res dobra energija, res so plesali, peli, ampak zanimivo je, da oni imajo prepoved poslušanja neke komercialne glasbe. Oni lahko poslušajo samo glasbo, ki je vezana na njihova prepričanja, torej verska glasba. Tudi filme lahko gledajo samo tiste, ki so vezani na vero. Skratka, to je bil del predavanj oziroma del teh dogodkov vsakodnevnih. Potem pa molitve so bile tudi zelo zanimive. Oni ne molijo Oče naš in Zdrava Marija, oni molijo v jezikih, ki so neobstoječi, ki si jih sami izmislijo in jih, tako so oni rekli, čutijo z Bogom. In oni, ker jim ti voditelji, ki imajo predavanja, dajo takšno slabo vest, da so oni tako zelo grešni, oni jočejo od slabe vesti. Majhni otroci, starejši, vsi jočejo, ker verjamejo, da so oni tako zelo grešni in da bojo prišli v peklo zaradi tega. In zato potem molijo in padajo v trans in pojejo v jezikih, kot da bi neko pleme poslušal. Ampak ja, ne podarim, da to se ne dogaja samo v Afriki, to se še dan danes dogaja v ZDA. Tudi v ZDA še imajo takšne kampe in na isti način molijo. To je dejansko sekta. Ja, občutek je kot sekta, ne bi rada nikogar nič obtoževala, ampak meni kot nekomu iz Evrope je to bilo zelo obnašanje kot v sekti. Tak občutek. Se pravi, zjutraj zajtrk predavanja, potem popoldan, a si bila v kontaktu z zunanjim svetom? Bila sem v kontaktu, ja, imela sem SIM kartico od Kameruna, ki sem jo lahko kupila na letališču. Sicer ni bilo nekega dobrega signala, ampak še vsem dovolj, da sem se jaz na dnevni ravni starši slišala, ker to mi je pa res pomembno, da oni vejo, da sem jaz okej. Mislim, da je si jim pošteno. povedala, da si pristala v kampu? Ja, oziroma jaz tudi na začetku nisem vedela, kaj se dogaja. Jaz na začetku nisem niti znala definirati, da je to zdaj nek krščanski kamp. Nisem vedela niti, kdaj bom pač prišla ven. In potem nisem znala niti povedati. Jaz sem jim znala povedati, to se dogaja, na ta predavanja hodimo, imamo se fajn, spoznavam nove ljudi, ker pač to je res, kar sem v tistem trenutku doživljala. Jaz še v bistvu šele zdaj po potovanju vidim širšo sliko, kako se je vse odvilo in kaj se je dogajalo tam. Ja, ja. Kakšne namene so imeli s tabo? Mislim, zgodba, ki mi je na več načinov nesmiselna. Ja. Na eni strani smiselna, po drugi strani nesmiselna. Nesmiselna mi je že to, da iz Afrike spet nekaj širijo v svet, Ja. neko verstvo. Ja, to je res ta... To je ena stvar, ki mi je
postala, mislim, kar zbodlo me, ko si o tem pripovedovala. Ja, to je ta zanimiv paradoks. A ne? Pred leti so Evropejci hodili v Afriko Pokristjanjevati, ja. Zdaj se pa ravno obratno dogaja. Zdaj pa iz Afrike ljudje hodijo v Evropo pokristjanjevati in prepričevati ljudi, da pač morajo verjeti v to vero. Tako da oni so v bistvu želeli, da jaz postanem njihova misionarka. Meni tega niso nikoli direktno povedali, so pa to nakazovali. Jaz recimo sem bila 2-krat povabljena v veliko prestižno vilo tega dedija oziroma pastorja in tam so me tudi začeli podkupovati. Oni so v bistvu, on je meni dal recimo 400 evrov. 200 evrov prav v evrih in 200 evrov v njihovem denarju. Ja. Ni rekel, zakaj, rekel je, to je tvoje, to je zate, ker si prišla sem. Oni so na tak način potem želeli, da bi jaz v bistvu delala za njih, da bi jaz bila njihova pravzaprav in bi me oni potem naprej poslali po svetu, da bi jaz delala isto, kar sta ti 2 punci počeli tu v Sloveniji. Znajo pa izvleči iz tistih revnih ljudi tudi denar. Ja, to se mi zdi res žalostno in res izkoriščanje revnega prebivalstva, ki ne vidi izhoda. To je v bistvu piramidna shema, kakor sem jaz to dojela. Tisti pri vrhu piramide točno vedo, kaj delajo. Jaz ne bi rekla, da oni celo verujejo. Oni to delajo zaradi denarja in tisti, ki so se samo oklicali za te vodje, ki so se samo oklicali za te pastorje, izkoriščajo ljudi, ki pa dejansko verjamejo. In recimo ta glavni pastor, ki je imel vsak dan predavanja, se recimo vsak dan izmislil, joj, danes mi je pa Bog rekel, da mora vsak od vas v tej dvorani, pa jih je bilo približno 2000 tam, mora vsak dati, ne vem, 100 evrov, recimo, take količina denarja v njihovi valuti. In ljudje so verjeli. Dejansko jim morajo oprati možgane, morajo jih izolirati od zunanjega sveta, kar to krasno počnejo, ni televizije, ni radija, ni te glasbe, ni tega in potem lahko delajo z njimi, kar želijo. To je zaprta skupnost, tudi svojo bolnico imajo. Vse imajo svoje, da ti ljudje ne rabijo hoditi nikamor ven iz te skupnosti. Verjetno si predvidevam, jaz zagotovo bi, si ti opravila pogovor po tem kampu s to svojo prijateljico, ki te je tja pripeljala. Ja, zato je bilo zanimivo, ko sem jaz potem po skoraj 3 tednih tega kampa prišla nazaj v to Dualo, v to mesto, sem prišla nazaj k njeni družini in ona ima pa mlajšo sestro, ona pa bolj tako, oni bi rekli, da je razuzdana, jaz bi pa rekla, da je pač samo malo bolj liberalna, pa bolj mislim, mlajša, ja, mlada ženska. Punca. In mi, da sva enkrat skupaj hoteli gledati film Game of Thrones in tako je prišel njen oče do mene, če me lahko na samem dobi, da se pogovori z mano. In ta oče mi potem na samem rekel, veš, jaz pa nimam rad, da bi ti z njo gledala filme, ker ta naša mlajša hčerka je tako razuzdana, njo je čisto odpeljalo v življenju, jaz pa nočem, da si ti takšna, ti si prišla v Kamerun zato, da dobiš besedo od Boga. In jaz mislim, da smo se mir narobe razumeli. Jaz nisem prišla, jaz ne verujem v nič, nisem verna, jaz sem prišla v Kamerun raziskati državo. In on mene res debel pogleda, ja kako? Pa bila si v kampu, pa jaz tako, ja, ampak jaz sem bila pravzaprav prisiljena, neprostovoljno v tem kampu. In njemu ni bilo čisto jasno, rekel, torej tebi moja hči ni povedala, zakaj se gre. Pa jaz tako ne, jaz nisem bila informirana o tem. In je bil, se ti zelo opravičujem, nisem vedel, da ti nisi vedela in se bom pogovoril z njo. In njemu je bilo res iskreno žal, ker je vedel, da pač na ta način se novih sledilcev v religiji ne dobija. To je v bistvu kontraefekt. In potem je v bistvu pustil, jaz sem se družila potem to z njihovo mlajšo hčerko, s katero so hodili tudi v klube, pa tudi v lepe restauracije in so se imeli super potem zadnji teden. Ampak preden si odšla iz kampa, se je zgodilo še marsikaj zanimivega. Med ostalim si zbolela tudi za malarijo. Ja. Kako, kaj in kakšen zalogaj je bila ta malarija? Ja, to je bila kar nora izkušnja. Zdaj še reko nazaj gledam, mi je jasno, koliko
res neverjetna izkušnja je imeti malarijo, sploh na nekem takem področju, kjer nimajo neke profesionalne bolnice, si sredi ničesar. Imela sem najhujšo obliko malarije pravzaprav. In čeprav sem jedla antimalarike, tako kot mi je tudi zdravnica predpisala in vse, žal naši antimalariki niso dovolj močni, da bi preprečili malarijo v teh krajih. Naša telesa pa tudi ne pripravljena na to. Tako, ja. In jaz sem v bistvu ravno na enem izletu, en dan, ko sem šla gledati pigmejsko ljudstvo, sem začela čutiti prve simptome. Bila sem res utrujena. Glave nisem mogla držati po konc, kar spala bi, kar ulegla bi se kamorkoli. Tresavico sem začela dobivati. Mehur me je začel boleti in sem najprej mislila, da imam vnet mehur, ampak se je potem ta bolečina začela širiti po vseh mišicah po telesu in do večera nisem mogla več v bistvu ravno se postaviti in sem pač samo zaspala na postelji skrčena. In naslednji dan sem potem googlala te simptome, med drugim sem tudi take halucinacije dobila, to je v bistvu eden od simptomov malarije in sem rekla, jaz res moram iti k zdravniku. In zanimivo je, da mi niso resno jemali. So bili tako, ja, moraš biti močna, ne se tako pritoževati, ne. Oni so res šarf ljudje, tudi ženske, kar razumem, v tem okolju morajo biti. Ampak ja, me kar malo prestraši, da me niso na začetku resno jemali, potem sem jaz izsilila, da res rabim zdravnika in potem sem šla tja, so mi vzeli kri, so potrdili, da imam malarijo in so mi predpisali 5-dnevno intenzivno zdravljenje in tako sem dobivala 8 injekcij na dan, 4 zjutraj, 4 zvečer vsak dan. Mislim, da te je moralo biti krepko strah, resno bolna, težko bolna, v okoliščinah in v kraju, kakršen si bila, brez sredi ničesar, še pitne vode niste imeli, z deževnico so vam prinašali po pogovoru, ko si mi povedala, prideš k nekim zdravnikom, ko ne veš, ali jim lahko sploh zaupaš ali ne. Ampak jaz sem hitro dobila njihovo zaupanje, zato ker oziroma so oni dobili moje zaupanje, ker sem rekla, če kdo zna zdraviti malarijo, znajo zdraviti malarijo ti v Afriki. Oni se s tem srečujejo vsakodnevno, če kdo ve, vejo oni. In res so me res dobro pozdravili, bili so res korektni do mene. Sicer vmes je kakšna sestra mogla malo pogooglati, kaj mi mora dati v žilo, ampak bolj že pogoogla, kot pa da na pamet deva. Ja, seveda. Tako da v bistvu zdravljenje je šlo kot po maslu. Ja. Je pa zanimivo, sem bila pa, vidiš, kakšni tipi zdravnikov so tam. Ena bolnica na podeželju tam imela samo enega zdravnika, on je bil za vse. Pa še haljo je imel. Ja, kakšno zanimivost, to zaupaj našim gledalkam in gledalcem. Nočem delati reklame, ampak imel je šparovo haljo, mesarsko. Sredi Afrike. Sredi Afrike. Sredi Afrike in to mesarsko. In pride k tebi, da te pozdravi. Kako dolgo si se spoprijemala z malarijo? Jaz, to intenzivno zdravljenje je trajalo 5 dni, predtem sem imela v bistvu dan, 2 simptomov. Kasneje pa v bistvu je bilo kar vse v redu, no, malo sem bila še šibka, ampak nič kaj drastičnega. Potem, ko sem prišla v Slovenijo, sem si dala kri preveriti, ker malarija kar frejsto slabi kri, ampak načeloma je bilo vse v redu, no. Je bilo vse v redu? Pravijo, da se malarija tudi ponavlja, je pri tebi ta nevarnost? Ne, mislim, dokler nisem spet v tem okolju, kjer so okuženi komarji, ni nevarnosti. Če pa še enkrat me pikne komar, ki je okužen z malarijo, pa seveda lahko dobim spet. Lahko dobiš spet. Obstaja cepljenje? Mislim, cepivo načeloma obstaja, ampak se ne uporablja, vsaj v Sloveniji ne, zato se vedno predpišajo antimalariki. To so kar precej intenzivna zdravila, no, imajo kar stranske učinke, ampak to je pa res nujno, da jemlješ vsak dan ob isti uri in tega sem se res jasno držala. Pojdiva še malce po Kamerunu, ki si ga res doživela na zelo zanimiv način, malce tudi krut način, tudi zaradi bolezni, tudi zaradi tega, ker so ti ukradli čas s prisilnim bivanjem v kampu, kakršnega si ti svojevoljno ne bi udeležila, morda samo iz radovednosti za kakšna 2 dni, da vidiš, kako je to in bi šla naprej, ne pa na ta način. In šla si k pigmejci. Ljudstvo, ki je zanimivo vsem po svetu, znani so potem, da so izredno majhne rasti, ki še vedno prvinsko živijo, vendar temu ni povsem tako. Si ugotovila in doživela tudi
nekaj drugega, kaj ti nisi šla na turistični ogled pigmejcev, kakršne organizirajo turistične agencije. Na ampak žalost si še šla- vedno. Ja, ampak si šla z nekom od domačinov. Ja, v bistvu jaz sem eno stvar, ki sem pa jo uspela izsiliti v tem kampu, sta rekla, če pa kaj hočem, da mi uredite, pa je, da grem in obiščem pigmejce. In res en pastor, seveda oni so povsod povezani, je poznal enega drugega pastorja, ki dela s temi pigmejci. To je bilo 6-7 ur vožnje stran iz tega kampa. Dela s pigmejci. Kaj dela pastor s pigmejci? Kaj dela pastor s pigmejci? Seveda tudi nanje želi jih v bistvu uvediti v to evangeličansko vero, sicer na malo bolj tak osnoven način, preko zelo enostavnih zgodbic, ampak ta pastor z njimi dela že leta in leta, naučil se je njihov jezik, ki se imenuje Baka, in tam si je postavil hiško in jih želi pravzaprav uvediti v življenje, kot ga poznamo mi, kot ga poznajo ostali ljudje izven te pigmejske skupnosti. Rekli bi, da jih civilizirajo, ne? Uradni izraz, ampak v Ja. resnici pa, kot si videla, se tej kulturi dela velika škoda. Velika škoda, res je. Ti pigmejci še vedno živijo od nabiralništva, od lova, živijo v majhnih blatnih barakah ali pa barakah iz slame in iz trave in se selijo po celem deževnem gozdu. Tako da nomadi so. Ja. Odkar so pa prišli ostali ljudje, zunanji k njim, to so ti, naprimer pastor in pa potem gozdarji, so prinesli tja alkohol, kar je zelo zanimivo. Ti pigmejci so se srečali na ta način z alkoholom in ga začeli tudi sami proizvajati. In imajo ta res tak enostaven alkohol, nek viski, oni sami pač pri sebi proizvajajo, se opijajo in posledično je med njimi res zadnje čase veliko umorov, veliko samomorov. Tudi sama sem bila priča kreganju, kako so bili zelo nasilni drug do drugega. No. Se pravi, da bo žal ta kultura žalostno končala. Ja, mislim, ta kultura oziroma ta plemena imajo že od nekdaj zelo žalostno zgodbo, namreč še 100 let nazaj so jih Belgijci v svoje živalske vrtove vozili v Belgijo. Zdaj pa jih na drugačen način. To se pravi, da ta ljudstva, ki so že tako okužena z civilizacijskimi dobrotami pod narekovaji, tudi ne reagirajo več na belega človeka, to jim je običajno. Tistih pravih pigmejcev dejansko potem ni več. Mislim, so sicer pravi ampak pigmejci, ampak nažalost je njihov način življenja že zelo okrnjen. Ni več čiste pristne kulture, tako kot so živeli Pred leti, Ana. Ja. Obiskala si lepa mesta, velika mesta v Kamerunu, glavno mesto. Kako pa je tam? Ja, jaz sem bila in v mestu Jaunde, ki je uradno glavno mesto, in pa v mestu Douala. Tam sem pa preživela v bistvu največ časa, kar se mesta tiče. Velik kontrast je med revnimi in bogatimi, tako kot v vsaki podobni državi, kot je Kamerun. Mene res fascinira to barvitost tržnic, celega mesta, kaos. Meni je to všeč, ne. Jaz razumem, da to ni za vsakega, ampak meni so te države ravno zaradi tega všeč, zaradi tega kaosa, veliko se dogaja. Zna biti veliko neprijetnih trenutkov, kar je logično, ti si mlada bela ženska tam, izstopaš. In se moraš navaditi s to mentaliteto, moraš iti tja, da boš opažen, da te bojo klicali določene besede. Ampak jaz to razumem, oni ne živijo s tem, s čimer živimo mi, nimajo tudi te izobrazbe, da bi razumeli, da smo pač različni po svetu in enostavno pač se pogovarjajo s tabo na način, ki ga pač oni poznajo. Je prijazen ali neprijazen? Ne moram reči, da je neprijazen, mi bi mogoče lahko dojemali, da je neprijazen na trenutke, ampak to je v bistvu samo njihova nevednost. In jaz to popolnoma razumem in me sploh ne moti. Mene so ves čas klicali hej la blanche, hej ti bela v francoščini, ampak več mene to ne gane. Bili so en del Kameruna, je bil francoska kolonija, en del anglosaksonski. Zaradi tega sedaj tudi prihaja do razprtij in do vojne.
Imela pa si čas spoznati tudi nekoga svetovno znanega, Ja. njihovega domačega človeka. Ja, res To je bil znani Samuel Eto'o, zelo znan nogometni zvezdnik. Tako. Ta nogometaš je bil 15 let nazaj, tako kot je zdaj Messi. a ne. Tako. In jaz sem imela to res po naključju čas, da sem ga spoznala v eni res takih malo bolj fancy restauracij tam v Duali. Tja sem šla s tisto hčerko tega pastorja in sva šli tja, sva jedli vsaka svoj obrok in ona meni na eni točki reče: hej, obrni se, Katja, poglej, kdo je tam. In jaz se obrnem in na začetku sploh nisem registrirala, ker pač nisem vedela, koga gledati, ni bilo tam veliko ljudi, bili so 4 moški. In je rekla, pa to je Samuel Eto'o. Pa jaz tako, wow, pa kaj res? In sva se potem začela pogovarjati, se greva slikati z njim ali ne. In sva se odločila, da ko bo on začel odhajati, da ga prej ne motva, sva res potem pristopili do njega, če se lahko fotografiramo in bil je res tako najbolj prijazen. Vprašal me je, iz kje sem in ko sem povedala, da sem iz Slovenije, je bil tako, joj, pa kaj delaš v Kamerunu, sva se malo pogovorila in potem šla svojo pot. Krasno. Glede na to, da so ti ukradli skoraj 3 tedne v kampu, da si imela nek svoj potovalni načrt, ali se bo še vrnila v Kamerun in ga še raziskovala? Vem, da moji bližnji tega nočejo slišati, ampak jaz bi res rada šla še enkrat tja in rada bi šla v ta kamp. Ampak jaz bi šla zdaj rada z namenom, da ta kamp preučim. Jaz, ko sem bila Da ga prvič tam, raziskuješ. tako. Jaz, ko sem šla prvič tja, nisem bila pripravljena, da bom to raziskovala. Zdaj pa, ko poznam ozadje, ko vem, kaj se tam dogaja, imam podlago, na podlagi katere lahko zdaj malo bolj podrobno raziščem, zakaj prihajajo do teh kampov, kdo so ti ljudje, kaj je njihov namen, kako se to povezuje tudi s političnim sistemom v tej državi. In na to temo tudi pišem zdaj magistrsko nalogo. No. Še kam v Afriko se boš podala? Z Kaj veseljem. načrtuješ, že kaj gledaš s prstom po zemljevidih, kam bi šla? Trenutno prav Afrike v bližnji prihodnosti, razen Kameruna, ne načrtujem, bi pa seveda rada šla v te države, kot so Togo, ki je tudi recimo zelo neraziskan. Kar se pa tiče ostalih držav po svetu, me pa zelo zanimajo tudi te muslimanske države, Libanon, Pakistan bi zelo rada šla, slišala sem marsikaj lepega o teh državah. Tako, rada bi na neki točki v življenju tudi raziskovala ta vojna območja, šla sama tja, vem, da to marsikdo ne želi slišati, ampak To je povezano tudi malce s tvojim študijom, malce, Ja, tako da boš to lahko z delom združila in pa s tvojo ljubeznijo s potovanji. In da še enkrat spet omeniva, tvoj način potovanja ima tudi svoje pasti. Ja. Tudi na tem področju se ti je, mislim, da ravno v Parizu zgodilo Ja. nekaj zanimivega, na kar je mogoče dobro ne opozoriti, ampak povedati ljudem, da se lahko zgodijo take stvari Ja. in kako jih preprečiti. Ja, zdaj, ko smo še nazaj na ta couchsurfing, a ne? Jaz imam večinoma, ne povem, res odlične izkušnje, ampak imam odlične izkušnje zato, ker sem bila vedno zelo pozorna, kakšne ljudi izbiram. In namreč na tej aplikaciji couchsurfing lahko ti vedno pogledaš od teh ponudnikov, kdo ima dobre ocene, dobre komentarje. In moje vedno pravilo je bilo, da če ta ponudnik, ki ponuja, da pri njemu prespiš zastonj, nima vsaj 4 dobrih ocen in komentarjev, se sploh ne bom z njim pogovarjala. Enkrat sem prekršila to pravilo v času korone, ko sem šla v Pariz. Ta gostitelj je bil izbolel za korono in sem mogla najti na hitro enega drugega. Sem šla k enemu v res čudovito stanovanje sredi Pariza, ampak sem ugotovila, da mogoče ima, ne da ima drugačne namene, ampak ta tip je imel v bistvu čuden fetiš na stopala in ker sem on je zahteval, da bi jaz naj hodila bosa po tem stanovanju, da bi on meni masiral stopala, jaz hvala tega nisem dovolila, jaz strogo stojim za temi stvarmi in sem potem naslednji dan šla stran, mislim, to mi niti ni bil problem, ampak lahko se dogajajo še hujše stvari s couchsurfingom, res je treba biti pozoren, prebrati opis, prebrati komentarje, se začeti pogovarjati s to osebo, ne ker iz danes na jutri iti in prespati pri enem neznancu. Torej, ta čas, ko se pripravljaš za Pakistan, Togo in te podobne države, boš verjetno še obiskala Šrilanko prej. Upam.
To sem letos že naredila. Veliko bo še potovanj, veliko bo še fotografiranj. Res je. Ko bo magisterij končan, bo tista tvoja služba nekaj postala. Kaj bo postala, malce mogoče lahko že oblikujemo neko misel iz najinega pogovora. Najbolj pa jo boš ti materializirala, ko te življenje odnese po dokončanih obveznosti študijskih in takšnih in podobnih v svet. Moje ne boš končala samo doma, ampak da bo tvoja služba nekje na svetovnem nivoju, z vsemi znanji, ki jih imaš, razgledana si, radovedna si, nosiš čisto pozitivno radovednost in pa tisto pozitivno mišljenje o svetu, nisi usmerjena samo eni, samo drugi, samo tretji, vse te zanima in to je dobro. Res je. To je lahko zelo dobro za tvoj poklic, ki ni poklic, kot si se izrazila, lahko imaš službo ali pa nimaš službo. Mislim, da boš ti to znala zelo dobro materializirati. Urica se je iztekla, kot bi mignili. Upam, da te srečam kdaj na kakšnem predavanju, pripravljaš jih in še jih boš pripravljala, rada bom prišla prisluhniti. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala Katja za obisk v ženski areni. Hvala vam. Hvala, želim ti vse dobro še naprej, veliko sreče na potovanjih. Mi pa se vidimo prihodnji torek, ko prihaja v žensko areno ženska, ki je napisala knjigo Jaz Pink Panther. Pink Panther pa je postala zato, ker so jo pod tem psevdonimom iskali policaji po vsej Evropi. Srečno!